lepo ime mami Katja, živijo mami Katja. Evo, sedim v avtu in se vozim, še 3 minute imam, da poberem naslednjo gostjo. In sem zelo vesela, da tokrat lahko gostim tudi ženski del šova Sanjskega moški. Tako da v kratkem vam predstavim Tjašo. Ja, dober dan! Čau! Kaj zdaj? Kako si zaredil? Ej, ti pa živiš tako, ker si... Na selu, a ne? Ja, dej, gospodična Tjaša, povej nam, kaj o sebi, tle noter si, ja? Aha, sem že. Si že, ja, že, vidiš, teče. Kaj naj ti povem? Ime mi je Tjaša, stara sem. Veš predstavitev. Radi te imamo, Tjaša. Hvala. Tako da smo na tistem, veš, alkoholični. Ja, res. Veš kaj, jaz ko sem bila v Franciji, sem bila modna svetovalka pa fotomodel. Ok. V teh vodah še vedno. Jaz tako oblečena, kot največji klošar. Nisem hodila povedati. Boš tlej stopila? Ampak pustiš le, ki Bauhausa, veš. Gremo Bauhaus smo. Tako da ja, jaz sem bila skozi v modnih vodah, drugače sem študirala, tudi 2 leta sem pa še faks naredila. Kaj pa prav to? Licenco v angliščini. Hodam, ok. Tako da ja, še to. Pa nič, ne, pa sem pa zdaj šla v oddajo Sanjski moški, ne. A res? A iz tam si? Nisi vedela, ne? Ne. Kva? Si se mi zdela znana. Znana iz nekje, ne? Ja, ona je štopala, pa sem jo pač pobrala, pa sem na tako predstav se. Ne prid z mano. V Franciji sem živela 13 let zdaj. Dolgo, tako da imam še bratca pa sestrico, pa očima, ne, valjda, partnerja od mami. Tako da, valjda, mi smo že 13 let gor, tako da celo moje življenje, bomo rekli, otroštvo in vse je bilo gor. Ja. Ej, a pa bi se še kdaj prijavila na kaj? Ej, veš kaj, če bi šla na Zvezde plešejo. Hudo, ja. No, to je edina stvar, ki mogoče bi tako šla, kmetija me ne vleče. Ne, to me tudi ne. A pa znaš kaj plesati, ki si rekla, da bi šla v Zvezde plešejo? Ne, veš kaj je fora, da okej, lahko bi znala kaj zaplesati pa to. Tako polka pa to ti gre. Ja, valjda. Ne znam tega, kaj je to sploh polka? Polka. A veš, v narodnih nošah Slovenci to so te glavne slovenske muske. No, to je to, vidiš. Vidiš, to pa so te veselice, ne? Veselice, vibe. Ja, no, pač to bo vam nekaj zaplesale. Bova. No, okej. A veš, mi bi te pol video. Ja, pol te mogoče videti šel in bo tako, ta bi mogla na Zvezde plešejo. Pač naravni talent. Naravni talent za plesanje. Ej, kjer ples te pa tako najbolj vleče? Tako meni je ful zanimiv, ker jaz res ne znam plesati, pa si tudi res želim znati plesati. Meni je to ena izmed najlepših stvari. Jaz bi probala vse, a veš, ne vem, jaz pač ne vem, sploh kako bi lahko opisala tukaj jaz plešem, jaz sploh ne znam. Ne znam tako, ki opisati zdaj, ne vem, Balkan. Ja, ko pa v klubu plešeš? Je normalno, veš, veš, kaj vse punce, veš, Ja, vem, kako vse punce, veš, pač punce tako različno plešejo, se meni zdi. Ok, ene je ful tako, oh my god, ja, pa, uno zriti, ful tako vidiš v klubu. Tjaša. Vidiš mene? Robot. Zdaj povedam, da je res laza plesale. Aha. Pač to po mojem bi bila kar huda fora. Dajva, čakaj, zdaj bomo to naredili. Zdaj gremo plesati. Ja, čakaj, moramo pa seveda musko dati pogledno temu. Pridi. Čak malo. Ne hecam, zdaj nekaj bo to stal, veš, da bo dobro posnel, bomo mogli pač bolj nazaj. Ne, ta osnovan korak, a veš to? To tam, Jaz ga ne znam. Ok, ti me primeš tako, ne? Skačeš, ja, to! In to. Ja, in to. Pač uspešeš. Ne še. Nek dolg intro sva pustila zdaj tele. Nek bom odšel, bom ljubico sabo vzel. Pa že več neki pastir. Vidiš, še več znaš, kaj jest. Zelo pomembno vprašanje. A si tvoj srček že komu dala zdaj, odkar si šova? Ej, moj srček ne bom še dolgo dala. Ej, veš kaj? Tako bom rekla, mogoče včasih lahko rečemo, da so kakšne simpatije ali pa kaj, veš, da se spoznavaš z osebo, ampak tisto ta resna stvar, ki bom pa res rekla, wow, to je to, pa še ni. In v glavnem, ko
bo. Meni se nikamor ne mudi. Ja, se to je najboljše. Ja, Pač, ko poslušam enega Francoza, jaz prav vidim tako one brčice, veš. Pa eno bageto, urak. Ja, baget, ja. Valjda baget. Mi to imamo vsakič za zajtrk. Majke mi. Ja. Je to prav ni tako stereotip? Ne, prav to imamo v Franciji, veš, pa croissant. Croissant. Zjutraj, ona na selu zjutraj je malo sira, malo marmelade, pa croissant. Croissant. To je to. Pa nima veze na selu ali pa ne. Francoska v duši, to je to. Vidim. Ja, no, daj me zdaj nekaj nauči, da vidim, če bo šlo. Kaj te bi lahko? Da razmislim. Ajde, bom povedala, da danes si s Tjašo in se voziva po Ljubljani. Ok. Aujourd'hui, je suis... A je to bilo v redu? Ja. Aujourd'hui, je suis Avec Tjaša. avec Tjaša, sploh ne Tjaša, ampak Tjaša. Tjaša. Et on est en train de conduire. Et quand je fais krompira, sem slišala, kva? Et on est en train Et ne en train de To je conduire. kao lahko. Ne, Daj še enkrat. da se vozimo. Da še ta zadnja beseda. On est en train. Veš, kako je težko. Tale tr. Ne, sploh ne slišam to, a veš, slišam On est en train de de conduire. Če kjeramo spet to besedo izgovoriti, končruira ali neki. Conduire. To je voziti. Conduire. Končruir. A se ne sliši tako, kot da malo bi več krompir. Sem pa Malo več krompir. končruir. On est en train de conduire dans Ljubljana. To je Ljubljana. Do No, Ljubljana. če mi kdo lahko zdaj napiše, da je znal to izgovoriti, Bom ful ponosna. in tudi jaz se bom naučila, majke mi, pol se tudi jaz to naučim. Ja, ne sem morem res, verjeti. veš, v Franciji pa tako lepo zveni, veš. Naprimer, Drugače res. metuljček, papillon. Papillon. To je pa bil film, papillon. Papillon, ja. Ja, to nisi prva, da si mi rekla, evo. Vsi mi reče, veš, A to ti je pol papillon, a ti papillon. pol to je tvoja fora, da ti vsem rečeš, ti reč metuljček. Da ti pol vsi Vsi rečejo, papillon, papillon. A ti v bistvu zih je to tvoja tehnika, ti greš v bar in pride en moški in je tako, kje si mala in si ti papillon. In je tako, a znaš še kaj druga po francosko pokazati? Dolžna sem bila ti ta komad in jaz sem ga poslušala milijonkrat. Jaz si ne morem zapomniti nič razen, pa sploh ti tvoji čakaj. To, pa še to, pa reče. Malalo, A jaz slišam bajlalo. Tako bajlalo, aj mami neki, aj mami, no to. Le temps va réparer. Voilà, tu disparais sans laisser rien. T'as préféré fuir comme un enfant. On govori v času, pač ni več časa. Človek, ki si spustila to priliko, ni več časa zadnji, jaz sem zdaj drugo. Veš, ura je prišla in veter je zapihal, čas je šel dalje. Ja, Nema više mene. A pa bi se ti kdaj prijavila kot sanska ženska? Lej, veš kaj, tako sem rekla, če bom imela tako priložnost, če bom še zmeri samska, pa zakaj pa ne? Mislim, a veš, to so take stvari, ki ne bi zavrnila, no. A pa verjameš, da lahko najde? A si šla ti noter dejansko iskati ljubezen? Ja, jaz sem rekla, šanso pustim ljubezni, zakaj pa ne? Mislim, saj sem prišla vsaj iz Francije, a veš, pa zakaj se bi jaz prišla sem nekaj promovirati? Pol nisi šla nič sponzorsko not? Ne, sponzorsko ne. No, sem probala tako, ne vem, no, ne grem, no, to je tako malo. Iz Francije, da grem zdaj v en šov, a veš, kva, ne. In pa so tako mi pisali, da kao, dej, probi, dej, pej, dej. Pa tudi moja mama je rekla, 21 let si stara, sem enkrat v življenju. Pejt, kaj pa ima za zgubiti, saj nimaš nič za zgubiti. Kjer je kul mami? Ja, ful. Se te spremlja zdaj, veš. Mami! Zdaj pa moram se pa lepše obnašati. Moja mami je Katja drugač. Res, sedaj, kakšno lepo ime mami Katja, živijo mami Katja. Tako da ja, v glavnem in mi je rekla, pejtle in nimaš kaj za zgubiti, vse za pridobiti, v glavnem. Ja, no so to res. Mogoče pa res poznaš nekoga in lej, se šla kar pač do konca, a veš? Kaj pa je sanski moški za našo Tjašo? Sanski moški za Tjašo. Veš, kako ti mi jaz rekla, zame moški, ki sem lahko ob njemu to, kar sem. In da me ne bo probal spremeniti. Ker, lej, lahko se prilagodiš ti s človekom, ampak ne moreš pa ti pričakovati, Sigurno. da
da se bo on spremenil zate ali pa ti za njega. Lej, naj sprejme me tako, kot sem in bomo že potem dalje. Ok, zelo lep diplomatski odgovor. Zdaj pa še bolj tako me zanima. Ok, poslušaj. Poslušaj mene zdaj. Kaj pa vizualno? Vizualno. Recimo, kakšni moški te pritegnejo, ker zihte ni tako pač, vse razume, meni je tudi karakter pomemben, ampak vedno je tudi neka vizualno, tako. Kaj je privlačnost. Tako. Za mene mislim, mora biti visok. Ker jaz sem že tako in tako velika, jaz sem 1,73 m, veš. Veš, nisem mehna. Malo, ne? Ja, 5 centi. No, vidiš. In ja, tako da velika sem, rabim mogoče človeka, ki bo večji, kot tudi, ko bom dala petke, a veš. Vizualno drugače pa mogoče potetoviran včasih, ne, mora biti, ne. Ali je blond, ima modre učke, to je tudi meni všeč. Tako da blond, modre učke, ali pa temen, rjave laske. Tako da ja, moj bivši je bil tak. Ful mi je všeč, da si v bistvu začela tako, ful natančno, blond, modre učke, pa rjav, z rjavimi lasmi se prav vse, pokrila si. Prav, res ono, kaj me bo prevlekala, veš, nima enega idealnega. Zanima me, kaj je najboljši nasvet, ki si ga v življenju prejela? Ali pa nekaj najboljša tak stav, ki ti ga je nekdo izrekel, da te je mogoče? Ja, nekaj, ki me je res tako, bomo rekli, da vam kurjo kožo, ko to reče, da nič ni naključno v življenju. Vse, kar se zgodi z namenom. Kaj pa je ena stvar, brez katere ne bi mogla živeti? Brez katere ne bi mogla živeti? Ja. Brez moje družine. Moja mami, moj oči, to so mi največja podpora, ki vam lahko v življenju. Kaj pa je ena jed oziroma ena vrsta hrane, brez katere ne bi v življenju mogla? Jaz že od malega obožujem pire pa spinača. Prav umiram, kva? Prav, res. In to lahko moja mami vprašate vedno, od malega sem hotela to. Jaz bi lahko to živela s tem. No, jaz pa sir. Ti pa sir. Jaz pa vse vrste sira, san sir, na posod sir. Moram te pelati na kakšno kulinarino. Homaž. Kaj pa je ena beseda, s katero bi se opisala? Ta je lepa beseda. Ne, jaz sem ful komunikativna. No, res. Tako ka mami, no. Ja, ne. Zdaj bojo veliko folka, ki bo gledal to, ki poznajo mogoče tudi moja mami, bojo rekli, ista Katja. Jaz očitno moram to Katjo spoznati. Ja, očitno. Saj pride avgusta, tako da magari. Evo, Katja, greva na kavo in to je to. Ful hvala, ker si vzela čas in si se pelala z mano. Ful mi je bilo moram verjeti, da sva plesale tako neki semi-polko. Upam, da je dober rad. Pač jaz upam, da je to posnel. A veš na koncu, da se je prevrnila kamera, pa sem tako to. Sem tako muska od zadnje, veš. Sigurno je bilo tole ena bolj zabavnih voženj. Pa še kdaj. Tako da zdaj bom ga snila, zato da se pa lasaj še normalno od tebe poslovim. Valjda. Čakaj. Zdaj vas ugasnem.